Lep pozdrav, ne? Še takole, ponovadi smo bolj navajeni na kaki kavi se dobiti, kaj pomeniti, danes bomo pa takole v studio. Zelo sem vesela, da te lahko gostim, tudi si naša prva gostja v 12-urnem podcast maratonu. Saša, novinarka, že kar nekaj časa, zakaj sploh? Najprej najlepša hvala za to povabilo, prijetno je tukaj pri vas, drugače pridem ob kakih drugih priložnostih, ampak ja, zakaj novinarstvo, ne vem. Po moje zato, ker sem od majhnega zmer ful rada govorila. Težko so me ustavili, rada sem vedno vse povedala, rada sem zvedla vse stvari. Potem pa se mi je zdelo, ko sem zbirala študij, bolj ko sem premlevala, kaj pravzaprav me zanima, me nekako to novinarstvo vedno bolj prepričalo, no, z vso to širino, ki jo je imelo že tekom študija, kaj vse pravzaprav, katere predmete sem si lahko zbrala tekom študija. Kako res na nekih zelo različnih področjih sem lahko študirala. To je bilo tisto prvo, kar me je nekako najbolj pritegnilo, no, k tem novinarstvu. Tako da sem si rekla, pa dajmo probati, no, mogoče pa bo to poklic zame. Začela si pa na radiju? Ja, začela sem v bistvu že pred študijem. Začela sem pred študijem tam nekje, se mi zdi, v enem drugem, tretjem letniku na takratni oddaji Mladinski val. Na kar sem res pravzaprav lahko rečem zelo ponosna, ker iz tam izhaja kar en kup pravzaprav slovenskih novinarjev, tudi politikov, veliko ljudi. Ja, tako pač je danes to prehajanje. Tako pač je, ampak ja, tam se je pravzaprav Mladinski val je bila pač nekoč ena res taka super oddaja, kjer smo mladi dobili priložnost, da se začnemo kaliti, da spoznavamo te čare medijskega sveta, pasti medijskega sveta, se srečamo s svojimi prvimi intervjuji, s svojimi prvimi nekimi prispevki, in tam nekako sem se takrat zaljubila pravzaprav v radio in sem rekla, to si želim početi celo življenje. Preden si prišla, sem povedala naši tehnični ekipi, da pride Saša Kisovec, novinarka RTV-ja, kolegica, in rekel, kaj jo boš vprašala? A je novinarka biti kul? Pa bo druga rekla, ja, novinarka je biti kul. Pa je kul, a ni? Mislim, ja, vsekakor je super, ker je ful enih možnosti, dnevi so ful razgibani, delavnik je vedno se kaj dogaja, vsak dan pravzaprav delamo neko drugo tematiko, hkrati pa zna to biti kdaj tudi zelo naporno, ne. Se vsak dan sploh, recimo dopisnik, ne, vsak dan se prelevi v neko drugo tematiko. Pravzaprav, če v ljubljanski redakciji eden človek pokriva recimo zdravstvo, nekdo pokriva šolstvo, nekdo pokriva gospodarstvo, si dopisnik pravzaprav vse v eni osebi, ne, in moš pravzaprav samo vsak dan preklapljati med temi tematikami, ne. Sej, podobno kot je pač v nekem lokalnem mediju, ne. In to zna biti pa včasih kar naporno, no, pač se mi zdi, da včasih pa se ne zgodi spontano ta preklop, včasih se moraš malo prisiliti v to. Dopisnica si za Zasavje, za Zasavsko regijo, ampak pošiljajo te tudi vse povsod po Sloveniji. Tudi to je en tak preklop, ne? Zasavje dobro poznaš, tukaj si doma, delaš že kar nekaj let, poznaš direktorje, razne akterje raznih zavodov, politike, vsega. Ko je pa treba nekam drugam skočiti, pa ni tako preprosto, ne? Nimaš kar v telefonskem imeniku vseh. Ja, zdaj počasi že imam kar nekaj telefonskih številk tudi v imeniku. Sploh recimo, ne vem, Zgornja Savinjska dolina, od poplav naprej, smo z župani že skoraj na ti, ne. Kljub temu, da nisem, recimo, ne vem, jaz tista, ki prvenstveno pokrivam njihovo regijo, ampak smo res veliko v tistem času sodelovali, veliko smo delali na tistem terenu. Ja, ampak vsekakor je drugače, no. Mislim, prideš v neko okolje, kjer ne poznaš ljudi, ne poznaš pravzaprav niti nekega ustroja, ne poznaš razmerij moči, ne, tako da je malo drugače, ampak se znajdeš, no, v tistem trenutku na terenu in pač, ne vem, če ne pa tistega lokalnega dopisnika, če ga na tistem mestu imamo, pač pokličeš ga, vprašaš, prosiš za kakšno telefonsko številko, za kakšen kontakt, ne. Ali te na ulici, mislim, jaz osebno to dostikrat doživljam, ti bi morala pa to. Morala bi to pa to pokrivati, pa tega bi mogla vsekakor poklicati. A je to? Ja, kdaj že, ampak precej manj mogoče, kot se morda to tebi dogaja, ker mogoče vseeno ljudje dojemajo lokalni medij kot bolj dostopen, ne vem zakaj sicer, ampak mogoče, ker bolj v nekih tudi stvareh poročate, o katerih mi na nacionalni ravni pravzaprav nimamo prostora. Za čisto neko vsako zgodbo,
vsaka zgodba, ki jo mi pokrijemo, mora imeti nek širši kontekst. Ne? Seveda so pomembna, vsaka zgodba malega človeka je pomembna, ampak mora vseeno imeti nek tudi širši kontekst apliciran na Slovenijo. Tako da se mi morda to dogaja manj, ampak ja, vsekakor pa se vedno, kako naj rečem, no, ulica pa kavč komentatorji so najboljši uredniki, ne. Tudi te imamo novinarji najrajši sploh, a ne? Ja, ko ne vedo, ne, pravzaprav. Ko pa mu rečeš, ok, boš dal izjavo, boš to pa ne, mene pa nikjer omenjati, ne? Ja, to se pogosto dogaja. Nekdo bi rad predstavil neko zgodbo, ampak potem jaz pač jim razložim, da ja, vseeno rabim neko izjavo, ne morem samo na podlagi, da rečem, po domače rekla, kazala, narediti nekega prispevka, ker vseeno me zavezuje neka novinarska etika, kjer moram preveriti dejstva, kjer moram, ne vem, pač operirati z dejstvi, ne zgolj z nekimi mnenji. In ja, takrat se velikokrat ustavi, ker ljudje bi, ampak ne bi pa oni dajali izjav, ne. Sploh za televizijo je pa to včasih še težje. Še toliko težje, ja. Ne? Se mi zdi, da včasih za nas še dajo neko sliko na hitro narediš, ko pa z neko veliko kamero priješ pa, to pa že ne. Ja, kamera, mislim, recimo zdaj na televiziji Slovenija jaz delam 11 let. In razmere o tem pa nekako, kako so nas ljudje dojemali na začetku, ko sem jaz začela delati na televiziji, pa recimo s kakšnim pravzaprav nekim neko spoštovanje so imeli do nas, to je v teh 11 letih se mi zdi kar nekam splahnelo, tega ni več. Postali smo večinoma, še vedno so nas marsikje ljudje veseli, da pridemo, da posnamemo stvari, ampak večkrat smo pa postali nujno zlo, predvsem zlo, ki nas dojemajo kot nekaj, ne vem, samo sebi, ne bodi ga treba, ja, ne. Recimo tudi, ko sem prej omenila recimo Zgornjo Savinjsko dolino, medtem ko smo leta 2023, takrat po teh res obsežnih poplavah dejansko bili tam vsak dan, čeprav recimo to ni moja regija, ampak pač smo vsi pač pomagali, ker je bilo res veliko področje, ki ga je bilo treba pokriti, ni bilo dostopnosti, veliko stvari, ampak recimo mi smo res prišli tam z namenom, da pokažemo Sloveniji, kaj se je tam zgodilo, da se je res zgodila katastrofa neverjetnih razsežnosti, ljudje so ostali brez domov in res smo prišli tam z najboljšim namenom in pripravili smo tudi dobrodelno oddajo, da smo pomagali tem ljudem in medtem, ko delaš na terenu in ti ljudje rečejo, a ja, tole si ti prišel početi, tule imaš lopato, pa raj resno nekaj naredi, ne. Te prizadane, no, mislim, ker res si bil tam res z dobrim namenom, no, jaz sem s temi ljudmi bila v mislih tudi, ko sem odšla od tam, sem, ne vem, spoznala mame z majhnimi otroki, ki sem jim vmes tudi pošiljala sporočila, a je kaj takšnega, kar vam lahko naslednjič, ko prijem, prinesem, da vam pomagam, ne samo tudi na neki osebni ravni. Tako, ne, pač res se to dotakne, ne, in potem te res nekako prizadane, ko ti pa človek reče, ja, da pač ne vejo točno, zakaj si tam, ne. Mislim, da je bilo bolje, da vzameš lopato in pa malo pomagaš očistiti. Ampak vsekakor je vidik prenosa informacij širši publiki. Sploh v takih situacijah, kot so poplave, kot so neke stvari, ki niso dostopne drugim občanom, gledalcem, bralcem, kakorkoli, pomemben. Mogoče ne vidijo tega, ampak potem, ko pridejo neka sredstva z države, z Evrope, ne na vse zadnje, ali bomo to prikazali, da je bilo strašno, ali bomo rekli, nič ni bilo, a ne? Ja, to je bilo ključno in tudi tako sem jaz takrat njim skušala tudi to razložiti, da bi razumeli, ne, pravzaprav. Zato, ker če mi ne bomo vseh teh razsežnosti pokazali, ne, sej se nimamo zdaj mi za neke nadmogočne ali pa karkoli drugega, ampak prav prek nas tudi drugi vidijo, ne, pa morda ne sem politični vrh, ki je pač takrat moral odreagirati, ampak tudi, ne vem, mogoče neko podjetje je to videlo, ki bi lahko pomagalo ali pa kdorkoli, ne. In ja, pravzaprav mi smo tisti, ki smo potem tudi prišli, ko, ne vem, še vedno niso imeli odločb potem, da lahko pravzaprav rušijo hiše, ne. In smo bili še tudi potem, ko so že počistili vse in se, ne vem, neka infrastruktura že vzpostavila na novo, še več mesecev, še vedno več pridemo, ne. In to smo jim takrat tudi skušali dopovedati. Saj večina ljudi to zelo lepo razume in to pač tudi vzame kot nekaj dobrega, ampak en del ljudi pa vedno pač vzamete kot nekaj slabega in vidi v tebi, da imaš neke zle namene. Vedno je nek odstotek ljudi, nergačev, težakov, zlonamernih ali kakršnih, ali pa tako slabovoljnih, da pač skušajo to prenašati na druge, ne. Ja, ampak pač ne smeš si to, ne. To te lahko za trenutek ustavi, potem pa moraš iti pač naprej in si reči,
to je moje delo. Jaz ga bom skušala opraviti najbolje, kolikor je možno v danih razmerah, in s tem pač vedno pa nekako, saj jaz imam nekako v ozadju, da je ključ, da bo to nekaj dobrega za ljudi, no. Tudi te razne afere. Za večino. Tako, za večino, ja, ne. Te afere so tudi en del, ki pač so nujni del našega posla. Jaz jih res iskreno ne maram, ker kopati po življenjih posameznika je res neprijetno, za tistega, ki to dela, za tistega, ki pa je na drugi strani, ne glede na to, kaj je pač storil, pa tudi. Ne? Tako da, ja, moramo obveščati javnost vsem, ampak to kopanje po osebnih življenjih je pa res neprijetna stvar. So tudi neprijetne zgodbe, pa so naj bodo to otroci, naj bodo to neki spolni zločini ali karkoli. Treba je pokrivati, treba je pa tudi zelo paziti. Ja, se mi zdi, da to je najbolj ključno, kar se moramo pri našem poklicu zavedati. Ni vse novica. Ne? Ni vse novica. Jaz se vedno pri svojem delu vprašam, kaj bom s tem dobrega storila za širšo javnost. Če bomo poročali, ne vem, res o teh nekih delikatnih stvarih, o nasilju, kamor so vključeni otroci. Tukaj je treba pač se zavedati, da mogoče še 20 let nazaj, 15 let nazaj je ta svet čisto drugače funkcioniral. Tudi če bi jaz o tem poročala, je to pač naslednji dan, kdo si je lahko še to ogledal? Nihče. Pravzaprav tisto, kar je bilo takrat v tistem trenutku na televiziji, je bilo in je šlo mimo. Danes je pa to, ko je enkrat nekje objavljeno, zavedno tam. Pravzaprav to je na spletu, to se lahko potem deli, in take stvari pravzaprav so kot nek požar. Zato se mi zdi, da v današnjem času teh sodobnih družbenih medijev moramo biti novinarji še toliko bolj odgovorni pri tem, kaj pravzaprav, o čem poročamo, pa predvsem na kakšen način o tem poročamo. Omenila sem ravno to, zato te delikatne vsebine, ker se tudi velikokrat slišiva, a boš ti pokrivala? Ne vem. A si preverila uno stran? Ta mi ne pove, on mi ne pove. In včasih zveš neko zgodbo, ki je pomembna za širšo javnost, oziroma z njo lahko marsikaj spremeniš, ampak nisi povsem prepričan, kaj je prav, kaj je narobe. Ja. Mi nismo sodniki, še sodnik je tisti, ki samo presodi o tistih trenutnih situacij, ki jo ima, a ne? Ja, in še on, ki je pravzaprav specializiran za to, da preučuje dokaze, verjetno se kdaj res zelo težko odloči. Ne? Mi pa res nismo tu poslani s tem namenom, da zdaj sodimo, kaj je prav, pa kaj ne. Ja, velikokrat je in ravno v teh trenutkih je morda super, da smo neka mreža novinarska, kjer se pač pogovarjamo, pa nekako govorimo o tem, a bomo šli v to zgodbo, a je res to nujno, kateri so plusi, da objavimo neko tako delikatno zgodbo, kateri so minusi. Tako da ja, je to en velik del, ki nekako, kako naj rečem, neka support group, no? Da se nekako dogovorimo, pravzaprav pa mogoče strnemo, tudi ne samo dogovorimo, ker to zdaj zvenelo kot neka zarota, ne? Ampak predvsem, da nekako strnemo svoje različna mnenja in poglede in mogoče vidimo, kako stvar tudi drugače. Tudi vsak ima kakšno drugačno informacijo. Tako, ja. Ne? In malo zberemo in si pomagamo, ker ne želimo delati škode, in to je velika odgovornost. Ali te je kdaj strah tega, da boš nekomu nehote morda naredila škodo, ker vedno v vsaki zgodbi sta dve plati. Ja, velikokrat in velikokrat se pač vedno, ko govorimo o kakih takih stvarih, vedno zelo dobro pač premislim, na kakšen način. Večkrat se posvetujem tudi recimo z urednikom ali pa mogoče še s kom drugim znotraj recimo našega uredništva, kako mogoče se lotiti take zgodbe. Sem tudi že recimo vprašala pravnico za nasvet. Kaj ona meni, ali je to okej, kako gre lahko to pravzaprav skozi, katere so lahko posledice. Ja, vsekakor se večkrat vprašam, ali bom naredila s tem, če to objavim, če to povem na kakršenkoli pač način, a bom naredila več škode ali več koristi. Še vedno pa ima zadnjo urednik. In tukaj sta si včasih v laseh ali se vedno strinjata? Pa ne vem, težko rečem, da sva si glede tem v laseh, mogoče sva si kdaj glede česa drugega, ampak glede tematik načeloma, ja, no, se zgodi, da kdaj morda stvar, ki jo jaz predlagam, se na prvi pogled zdi nezanimiva, saj to pa je kar nekaj, ne, ampak moram reči, da še v večini primerov, da zdaj, ko sem jaz neko zgodbo predlagala, pa je bil morda urednik skeptičen, je potem rekel čez kakšen teden, to pa je bila ful dobra zgodba.
Tako da sej uredniki pri nas tudi vejo, no, da lokalci nekako poznamo, kaj se dogaja pri nas in kaj je vredno objave, pa kaj ni. Ne. Bolj smo si včasih v laseh, ko te naterajo, da narediš kako stvar. Ne. Ki jo ne želiš, ne, ker se ti zdi, ampak nacionalna televizija je še vedno nekako pod tem pritiskom, so drugi imeli, moramo imeti tudi mi. Ne. Tako da, ja, pač. Ok, včasih res, ampak sej, ne vem, v današnji fluktuaciji informacij je morda pa čisto vseeno, če pa so tudi naši gledalci na kateri drugi konkurenčni televiziji videli to informacijo, ampak ja. No, sej vedno ne moreš biti prvi v vsaki stvari, pa tudi vsega pokrivati. A je včasih se ti zdi, da Ljubljana, ljubljanski uredniki, ljubljanski gledalci, ne vse zadnje, pa tudi novinarji, malo ne razumejo tega lokalnega konteksta? Ja, včasih so mogoče malce kar našpičeni, pa kaj spet tisti vaš župan, pa ne, v takšnem smislu, ne. Ampak si potem, če znaš dobro argumentirati svoj pogled, če znaš dobro argumentirati, zakaj bi se rad lotil te zgodbe, potem večino časa nimamo težavno, se da pač to vse urediti, ne, in pač obvelja tvoja nekako. Ok, pa se vrneva malo nazaj, govorila sva prej o poplavah. Tudi v Zasavju smo imeli še pred 2023, ne vem že, koliko je bila tista letnica, kar poštene poplave, vse povsod. Nekaj časa si imela v prtljažniku, ker ves čas bata škorne, to še velja? Ja, to je pač stalni del opreme v službenem avtu. Pač neka vetrovka, anorak, pa bata škorni so vedno tam, ker nikoli ne veš, ne? Ker sploh recimo zdaj v poletnih mesecih se je velikokrat zgodilo, da je iz čist prijetnega dneva se sredi dneva ulilo in smo šli delati pač neke plazove, poplave, karkoli, ne. Tako da ja, to je vedno stalni del opreme v avtu, pač poleg kamere seveda in recimo AV Vesta, ki velja za stvar, s katero se lahko vklopimo direktno v pač program. Se pravi, ni samo ovratnik in lepa obleka, ampak velikokrat to je v bistvu zadnje. Tega dejansko pravzaprav res nimam. No. Imam službeno bundo, jakno, to imam vedno, nekih lepih oblečil pa ne. Ja, imam mogoče kakšen glavnik, da se počešem, to je pa to. No. Preden se vklopiš. Ja, ampak v tistem trenutku je res tako, no, da je videz pa zadnje, no, o čemer razmišljaš. Zato, ker si v svetu informacij o tem, kaj je naslednji korak, ki ga moraš storiti in je pač tisti videz večkrat, saj jaz sama večkrat pozabim na to. No. Ali so te vklopi v živo, prenosi in tako adrenalinski? Na eni strani slušalka, na drugi strani kamera ima prav, evo, zdaj sem se povezal in tako naprej. Ti razmišljaš, kaj boš povedala, a sem si prav zapomnila tiste številke, da ne bom kaj narobe rekla. A je tako adrenalinsko? Odvisno v kakšni situaciji. Če govorimo, ne vem, če sem v nekem povsem mirnem okolju, kjer pravzaprav ni nekega dogajanja za mano, takrat mi ni neki preveč adrenalinsko, je tisti manjši trenutek neke treme, ne, ki je pač neka čista zdrava stvar, zato da se zbereš, da poveš tisto, kar pač moraš povedati. Adrenalinsko je, ne vem, recimo na kakšnih dogodkih, kjer je v ozadju veliko ljudi, kjer hkrati razmišljaš, kaj bodo pa počeli ti ljudje za mano v tistem trenutku, ker ljudje znajo biti zelo tudi neugodni. No? Od tega, da kolegico, vem, recimo so sredo vklopa dvignili na rame, ne, in pač je morala dokončati tisti svoj vklop, sicer je bilo, ne vem, nek športni dogodek, ampak vseeno, ne. Nikoli pravzaprav ne veš, kaj počnejo ljudje za tabo in to zna biti mogoče taka malce neprijetna situacija. Pa naj gre to za neke proteste, recimo, ko so ljudje mogoče tako negativno razpoloženi, ali pa za neke športne dogodke, kjer je prisotno veselje, pa so ljudje mogoče pa tudi malce preveč veseli in tudi ne veš, kako točno bodo. To vzhičenost postane nevarna. Ja, in pravzaprav ne veš, kako bodo ljudje odreagirali. Takrat postane adrenalinsko, ker recimo je tudi zelo hrupno, včasih ne slišiš niti studija v slušalki, potem več, ne. Tako da ja, takrat zna biti adrenalinsko. Imaš kako tako najbolj zgodbo zanimivo, ki se ti je pripetila na terenu? Ni nujno, da je bil to vklop, ne? Ja, mislim, zdaj, ko sva govorili od vklopov, se spomnim, mislim, da je Peter Kauzer smo spremljali v živo, da je na olimpijskih igrah dobil srebrno medaljo. In v Hrastniku, tamle pri Delavskem domu, je bilo to navijanje, to je bilo tako glasno, ker mislim, da
tik preden je bil vklop, mogoče 5-10 minut prej, se je vedelo, da je dobil srebrno medaljo. In to je bilo tako glasno, da jaz pravzaprav studija skoraj da nisem slišala. Ljudje so bili res vzhičeni in ves čas v kameri, v kadru. Tako da ja, tisto je bil kar en tak zanimiv dogodek, no, se mi zdi. Drugače pa ja, tudi recimo na poplavah se mi je zgodilo tik pred vklopom, 5 minut prej do mene pristopil gospod, ki se je z mano pogajal, da on bo pa zdaj gost. V tem mojem vklopu pa sem mu jaz razložila, da ne more biti. Se je kravno odločil, da bo. Tako, in da bo pa on malo povedal od teh chemtrailov, pa kako točo dovažajo letala, pa, no, pač in zakaj mi o tem ne poročamo, tako da sem mogla na prijazen način se nekako ga znebiti. Ja. Je uspelo. Ja, je uspelo, speč, ampak ja, mislim, neprijetna situacija, ne, človek. V zadnjem trenutku jo moraš rešiti, ne? Tako, ja, mislim, bili smo res že malo natempirani, studio se je že javljal, kje sem, ne, tako da, ampak ja. Še 5 minut sem nekaj uredil. Ja, nekako tako. Ok, kdo pa je Saša drugač? Drugač? Kadar ni na vklopu, kadar ne pripravlja prispevkov za TV Dnevnik ali pa Kroniko ali pa karkoli. Ja, pa jaz bi rekla, da sem ena čist običajna oseba, mama, tista, ki doma kdaj kaj pospravi. A res ti pospravljaš, prisežeš? Tudi kdaj, vsi trije se trudimo, recimo temu tako. Ja, pač neč, rada berem, rada si pogledam kakšno serijo, predvsem v zadnjem času, mogoče odkar sem mama, zvečer doma ne spremljam več poročil, ne spremljam več Dnevnika. Včasih se mi je zdelo to nujno, pač, da je to del moje službe, da sem odgovorna tudi zvečer, da to spremljam. Potem pa se nekako prioritete v življenju spremenijo. Vidiš, da lahko v službi pogledaš, kaj se je tisti dan dogajalo in ne rabiš še zvečer enkrat pogledati. Predvsem, da ti to ne povzroča še dodatnega stresa v življenju. A te je rojstvo spremenilo ali pa tvoje mišljenje? Ja, jaz mislim, da ja. Sigurno pač v spredju pride nekaj čisto drugega. Tudi recimo, ko smo se prej pogovarjali, ne, recimo v doklopov, ne, to je bila ena izmed največjih sprememb, ki sem jih opazila. Prej, pred rojstvom sina, sem imela vedno kar tremo, ne, preden smo šli v živo, tako, ampak dobro, takšno pozitivno. Od njegovega rojstva naprej pa nekako to je pač en del, tako, ki me pravzaprav ne vznemiri prav pretirano. Ne. Verjetno se pač neke prioritete v življenju zamenjajo in pač vidiš, da so še druge stvari, ki so zelo pomembne v življenju. Pa zaradi tega, ko si postala mama, tako se spremeni tudi svoje mišljenje običajno, oziroma tudi gledaš drugače na kakšne vsebine, o katerih poročaš, ali pa si mogoče bolj čustvena? Ja, sigurno. Če zdaj pomislim, recimo leta 2015, ko sem jaz prišla na televizijo, je kmalu potem, mislim, da nekaj pol leta potem, ko sem jaz začela delati, se je zgodila ta begunska kriza. Jaz sem to krizo kar en dobršen del pokrivala, pravzaprav tam z begunci na meji, pač v Brežicah smo preživeli kar nekaj časa skupaj, dežurali smo tudi po noči, recimo, ne, če so prišle neke večje skupine, in tam je bilo ogromno otrok. Jaz si danes kot mama ne predstavljam, da bi mogoče zmogla to na tak način, kot sem zmogla takrat. Takrat sem pač to, se me je dotaknilo, vsekakor, sem veliko razmišljala o tem in potem tudi mogoče po parih dneh rekla uredniku, da zdaj pa rabim kakšen dan pauze, da malo strnem misli in da gremo naprej, ampak zdaj verjetno bi pač mogoče po dnevu 2 rabila to pauzo, no, ker bi se mi to verjetno veliko bolj dotaknilo, ker tam je bilo res ogromno nekih mehkih otrok, družin, mam z otroki, tako da ja, sigurno. Si zaradi tega slabša ali boljša novinarka? Ja, jaz bi rekla, da boljša, no, ker pač mogoče tudi o tem, kar sva se prej pogovarjali, ne, ko razmišljaš o tem, na koga vse lahko to vpliva, zdaj si pri tem še toliko bolj občutljiv. No. Saj jaz sem veliko bolj občutljiva, koga vse se lahko to dotakne, kaj pravzaprav pomeni, če so vključeni otroci. Ja, veliko pač teh stvari je, ki spremenijo tvoj pogled. Veliko novinarjev odhaja iz svojega poklica, že prej si malo nakazala, oziroma smo malce v šali rekli, politika, novinarji in tako naprej. Se vidiš tudi v nadaljnjih 10-20 letih še v novinarstvu ali kaj drugega?
Pa tako rekla bom, da jaz si želim, da bi lahko ostala v novinarstvu, ampak po drugi strani pa me pač resno skrbijo razmere v novinarstvu, pač tudi to, kar se nam obeta morda oziroma kar čaka RTV Slovenija v prihodnjih mesecih, kot kaže, se nam ne nakazujejo neki prav pozitivni časi. In ja, jaz bi si želela, da bi lahko delala kot novinarka, ampak na drugi strani v pogojih, ki pač so nekako normalni za novinarje, kjer lahko neodvisno poročaš, ne, kjer ni ta tvoja neodvisnost kakorkoli omejena, ker ne vem, če to postane omejeno, po mojem mnenju pač to ni seveda več novinarstvo in takrat morda nima smisla iti z glavo skozi zid. Se pravi, je neka točka, ki lahko potegneš in rečeš ne, to pa ne bom. Ja, Ne na tak vsekakor. način. Ja. Se strinjam s tem, da pač mi je še vedno tvoja novinarska integriteta bolj pomembna pač kot to, da na koncu dneva lahko rečeš, jaz sem pa novinar, ker če nimaš te novinarske integritete, če nimaš neke svobode, kako lahko poročaš, mislim, da to ni novinarstvo in da tukaj bi jaz potegnila črto. Novinarji včasih imamo nek feedback po zgodbah, ki jih objavimo, včasih pač ne. Ne vemo, kaj se je zgodilo, kako je reflektiral naš prispevek, kadar izveš, da se je nekaj dobrega zgodilo zaradi tega, ker si ti poročala. A so to tisti ta najlepši trenutki, ki si rečeš, ja, to je zato? Ja, to je zato, to je točno zato. Spomnim se prvega takšnega trenutka, ko sem poročala o zgodbi nekega fanta s Hrastnika, ki je imel neko bolezen in pač mu zdravstvena zavarovalnica ni krila nekih stroškov zdravljenja oziroma ni krila stroškov mami, da bi se udeležila zdravljenja. In me je po objavi tega prispevka poklicala neka druga gospa, ki je imela podoben primer in je uspela nekako od zavarovalnice pridobiti ta sredstva oziroma da je zavarovalnica plačala zdravljenje oziroma bivanje tudi mami in je rekla, dajte, bom nekako jaz si svetovala, kako naj pridejo do tega in to je to. To je to, zato delamo, pravzaprav, da v teh nekih malih zgodbah, morda za nas malih, pač nekomu, ampak nekomu smo morda v tistem trenutku olajšali en del življenja. Ne? Ko si začela delati v novinarstvu, pripravljati vsebine, ali te je prva takšna stvar, ko si videla, da mediji imajo moč, presenetila si, pričakovala to, ko si bila recimo mlajša, da si spremljala verjetno poročila, če greš v novinarstvo, zagotovo to spremljaš, ampak da to res ima efekt, da res deluje neka stvar. Morda me bolj negativno preseneča, kako se kdaj zdaj nič ne zgodi, ko poročamo. Okay. To, da imajo mediji moč, ja, mi je bilo jasno in sem to tudi svoje delo zato vzela z veliko mero odgovornosti, ampak boli me pa zdaj, ko vedno večkrat poročamo o nekih stvareh, ampak se ne zgodi praktično nič. Ne? Tako je vsem jasno, kaj je prav, kako bi moralo biti. Tako, to je ena tistih stvari, ko pač se včasih res vprašaš, pa a smo res včasih res sami sebi namen. Ja, prav, ljudje zvejo, kaj se dogaja, ampak potem od tam naprej, ko bi se moralo pa kaj premakniti, se pa pač ne. In ja, to me včasih navdaja z obupom. Te malo frustrirajo te stvari. Ja, zato ker se mi zdi, da pač te mlini, ki bi morali odmleti svoje, nekako ne delujejo. Pa misliš, da gre v tem primeru na slabše ali na boljše? Jaz bi rekla, da na slabše. No. Ne vidim da bi rekla, da je nekaj boljše. Tako kot sem že prej rekla, ker tudi neki običajni ljudje, ki jih srečaš na ulici, se mi zdi, da vedno večkrat, včasih je bilo, ne vem, je prišla televizija Slovenija, pa je bilo to neko spoštovanje, tako kot sem že prej rekla, zdaj pa so, ne, kaj pa vi tukaj? Ja, zakaj ste pa vi tukaj, kdo je pa vam dovolil, da snemate, ne? Mislim, in je res pač neprijetno, no, tako da se mi zdi, da je slabše, no, ker tudi že sami ljudje imam včasih občutek, sej verjetno večinoma ni tako, pač ko ravno naletiš na tiste, se mi zdi, da ljudje zgubljajo neko zaupanje tudi v medije, ne? Je mogoče zaradi poplave vseh medijev ali pa ustvarjalcev v medijih, ki so, ali pa influencerjev, vse sploh ne vem, kako naj to poimenujem, no? Vsega skupaj, po moje, no. Jaz bi rekla, da vsega skupaj. Na eni strani medijev, ki pač, ne vem, so mediji, ampak to ni novinarstvo, ne. Ker pač, če si trobilo in pač nisi medij, mislim, nisi medij, ampak nisi neki novinar. Nikjer ni nobene meje, ne? Ni meje, ni nikjer, ne kdo je medij, ne kdo je novinar. Influencer je pač vsak, ne,
ki ima pač nekaj trenutkov in tisti zdaj, ker ustvarjajo naša mnenja, ustvarjajo mnenja pa morda dokler smo govorili samo o tem nekih produktih, ki so jih ti influencerji nekako zastopali, še ni bilo to tako moteče za novinarje in ta krog, ampak zdaj, ko pa ustvarjajo mnenje in so postali neki mnenjski voditelji, zdaj pa je nekako to postalo že, pa ne bom rekla nam konkurenca, ker je to več kot... Ampak je zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče je postalo. Res, da ne vem, več kot 100,000 ljudi sledi nekomu, ki ima, po mojem mnenju, precej ekstremna prepričanja lahko. Pa celo sovražna. Sovražna, deluje po metodah, ki so vprašljive, zakonsko in pač ljudje temu ploskajo, ne. Ne vem, ne, pač in recimo se primerjajo ti influencerji z novinarji, saj novinarji pa niso uspeli priti do teh informacij, jaz pa sem, ne, ja, ker pač, ne, jaz bi rada tem ljudem razložila, da... Smo šli po legalni pa po legitimni poti, a ne? Obstaja neka pot, ne moremo mi kar priti na policijo pa potrkati, pa reči, halo, tole mi pa zdaj dajte, ne, obstaja pot, obstaja čas, ko ti pridobiš te informacije, ker obstajajo ljudje, ki se jim reče predstavniki za odnose z javnostjo, ki komunicirajo, ne. Tudi spoštovanje do vseh tistih, ki tam delajo, da ne napade človeka v službi, ki stopi ven iz svoje ustanove. No, sej sicer pa ne, tudi ljudje pri nas, jaz se prav spomnim te begunske krize, ko mi je eden od urednikov rekel, pa daj vprašaj enega policaja tam, kaj si misli o tem, pa sem jaz rekla, ja ne, pač ker imajo predstavnika za stike z javnostjo in bo človek izgubil službo verjetno, če odgovori na vprašanje, ker pač obstaja neka hierarhija, kdo odgovarja na kakšno vprašanje, ker so ljudje pristojni za to, no. Se pa to izgublja, ne, res? Ja, pač zdaj pa, sej, mislim, da v tem svetu zdaj sploh ni niti več pomembno, kaj je dejstvo, ne? Ni več pomembno, kaj je dejstvo, pomembno je samo, da je čim bolj senzacionalna informacija, zdaj, a je to resnična ali ne, je postalo čist irelevantno, zato da se klika, ne? Da se klika, da imajo delitve in ker to prinaša denar. Zelo tak preprost, pa kar malo tak rigiden sistem v resnici. Ja, zelo preprosto, ne, ampak sej vsi pa vemo, da ta svet pa je daleč od tega, da je preprost, ne. In vse rešitve, ki zvenijo preprosto, oziroma ki so preproste, verjetno niso rešitve, ne, zato ker je svet, v katerem živimo, res zelo kompleksen, ne, in so tudi rešitve verjetno še bolj kompleksne, ne. Omenila si, da ljudje nimajo več toliko spoštovanja, sploh nek RTV Slovenija je tako res veljal. Jaz sicer mislim, da ga v neki točki še vedno je to spoštovanje, sploh mogoče pri starejših in tako. In tudi zaradi tega so včasih novinarjem ali pa vsebincem takšnim odprta določena vrata. Po drugi strani pa so tudi deležni kakšnih zlobnih komentarjev, groženj. To si zagotovo že kaj doživela. Ja, mislim, ravno preteklo nedeljo na nekem dnevu stranke so nas prav veselo pljuvali, kako smo neobjektivni, poročamo samo o eni strani. Ampak ja, pač to skušaš ljudem prijazno razložiti, da mi se res trudimo pač poročati o obeh straneh. Zdaj, če ni nujno tisto, kar oni slišijo, njim všeč, še ne pomeni, da ni resnica. Ne, tako da pač to je ja, vedno, ampak sej se mi zdi, s časoma dobiš trdo kožo. Se mi zdi pa, da je bilo to mogoče najhujše, kar smo doživeli, no, kar sem tudi sama doživela med to COVID krizo. Takrat pa je bilo to res... So bili ljudje nastrojeni ful, ne? Ljudje so bili ekstremno nastrojeni, nas so dejansko, no, takrat sem prvič doživela, da so me ljudje dobesedno pljuvali. Pač, ne, ko smo bili na nekih protestih, da, ne vem, smo sistemska televizija, karkoli pač, in da zakaj lažemo o obstoju virusa in podobne stvari, ne. In to govori tebi v obraz, ne? Ja, to ne govori instituciji, ampak ti si tam, tako, Saša Kisovec, oseba. Ja, ne, in tudi recimo prav zdaj na tem nekem strankarskem dogodku je pač hecno, zato ker jaz večinoma res v državni politiki nikoli ne poročam, ne. Ampak poslušala si jih pa ti. Slišala sem pa jih, ne, ampak dobro, sej pač to vzameš v zakup, vzameš, da si del neke institucije, skušaš biti prijazen način odgovarjati ljudem, ne, ampak ja, neprijeten okus in neprijeten občutek pa ostaja, no. Si imela kdaj tudi kakšne take osebne, prav vate uperjene grožnje ali pa negativne kritike? Ja, seveda prav osebno se je kdo kdaj že spravil name,
mogoče ne osebno z besedami v obraz, prek mailov, ki so bili namenjeni meni, mojim nadrejenim, o tem, da sem nesposobna, da ne znam brati in podobne stvari. Pač, ko nekomu stopiš na žulj, ne, ko pač poveš morda tako, kot si ne želi slišati, da pač pride do takšnih stvari, to vzameš v zakup. V tistem trenutku mene vedno, moram reči, da me vrže iz tira precej, ampak to traja dan, ko zberem misli in si mislim, to pač je del moje službe, tako je. Predihaš in greš naprej in še enkrat pomisliš, da mogoče ni to najbolj pomembna stvar v življenju in greš naprej. In da tudi to je del življenja. To je del življenja, vsekakor. Sej, jaz verjamem, pač nisem naš poklic ta, sej uboga trgovka tamle za blagajno jih sliši od vsakega, ki ima slab dan. Večkrat na dan, verjetno. Tako, no, zato je prav jaz včasih res zavestno, tudi če jaz nimam najboljšega dneva, skušam biti do vseh, s katerimi sem v kontaktu, recimo nekih ljudi, ki delajo, skušam biti prijazna, no, zato ker se mi zdi, da včasih je to prav tisto ključno. No. Sam en prijazen pogled na dan, da mogoče izniči vse tiste slabe momente, ki jih je kdo drug prej doživel. No. Če bi na RTV lahko danes zbirala, kaj delaš, kaj boš pokrivala, kaj bi to bilo? To, kar delam. Dopisništvo, Zasavje. Vsekakor. Zasavje je the best. Ja, vsekakor. Ne, to področje poznam, to mi je blizu, v tem pravzaprav uživam, ta raznolikost, tematik, ki jih lahko pokrivam, mi je blizu, rada to delam in ni je pravzaprav druge stvari, ki bi si jo želela. Ne želim si recimo v notranjo redakcijo, kjer bi pokrivala politiko, sploh ne. Gospodarstvo pravzaprav me je vedno nekako kar dosti tako zanimalo, no, ker v enem vmesnem času sem delala tudi na časniku Finance, sem se kar precej tam naučila, ampak imam tudi tukaj kar zdaj vedno več možnosti tudi, no, o tem pač poročati, se gospodarstvo tudi razvija. Je gospodarstvo tista tema, ki bi jo recimo v dopisništvu rekla, da ti je najbližje pa najboljša? To bom pa rekla, da je čisto odvisno od nekega trenutka. Ja, je tisto, kar recimo rada delam, so pa zelo tako zanimivo je, ko gre človek, recimo novinar, čez neko fazo. Ko sem jaz prišla, smo začeli ful veliko pokrivati te mladinske centre, ne, ko je nekako bila to stvar, ki sem jo poznala, recimo pol, ko sem postala mama, smo začeli precej vzgoje in izobraževanje tudi pokrivati. Ne. Izhajaš iz sebe. Izhajaš, ja, pravzaprav, ko stopiš v neko življenjsko situacijo, vidiš stvari, ne, iz prve roke in je potem tudi precej lažje to nekako o tem poročati, ker vidiš, kje so dejansko, na katerem področju se pojavljajo neke težave. Poznaš jih iz drugačnega vidika. Seveda, ne, poznaš jih iz prve roke, tako da je to čisto nekaj drugega. Ne. Tako da se mi zdi, da gre novinar čez neko tako, mogoče čez nek proces teh vseh področij, ki jih pokriva. Imaš kak najljubši prispevek, ki se ga spomniš? Najljubši prispevek. Ja, eden zadnjih takšnih zelo ljubih mi je bil, ko smo delali obletnico društva Loke Studio. Je bilo zelo tako prijetno, v takem prijetnem vzdušju. Drugače pa, ja, no, pa sej tudi midva sva že naredila kak zelo prijeten prispevek s tvojim sinom, tam je tudi ostal v takem lepem spominu, se ga vedno rada spominjam. Tako da, ja, no, zelo si nam pihnila na dušo, Saša. Dobra si, moram reči. Tudi tamle zadaj se v tehnični ekipi skriva en član Studia Loke, tako da res super, Saša. Povem tako, kot je bilo, no, res. Recimo te zgodbe s tvojim Tristanom res mi je ostala tako, res v takem prijetnem spominu, ne. Mogoče sem se takrat še, ko je bil Tristan čisto majhen, se še tako bolj, je še mogoče malo bolj pritisnil na to tipko, da pa res je pravi trenutek, da postanem mama. Tako da ja, no, so res prijetne zgodbe tudi, no. Ni seveda daleč od tega, da je vse slabo. Veliko recimo prijetnih ljudi spoznaš. Ravno včeraj sem bila tudi na enem res prijetnem snemanju in sicer pri dobitnikih novih Michelinovih priznanj, zvezdic, torej gastronomske ponudbe v Sloveniji. Tudi ena taka res prijetna izkušnja, nekaj novega, ne, stopiš v kuhinjo, se pogovarjaš z ljudmi, ne. Tako da mislim, zato pač ne bi tega poklica si želela zamenjati, ker je res veliko lepih trenutkov. Pa je tudi poklic novinarja zanimiv zaradi tega, ker prej si rekla, včasih moraš kar preklapljati iz vsebine na vsebino, ampak po drugi strani je pa toliko enih vsebin, pa tem ti odprtih, ki ti nikoli drugače v življenju ne bi bilo in se veliko naučiš in v resnici imaš dostop do ključnega človeka v tisti temi,
ki mogoče bi ga nekje daleč videla, kje prebrala, ti pa si 1 na 1 z njim, recimo. Ja, to je, mislim, res včasih imaš priložnost, da zveš o kakšni stvari, ki jo mogoče prej res niti približno nisi poznal, ne. Res ogromno enih informacij, ne vem, se spomnim recimo sage z ogrevanjem v Trbovljah in ceno ogrevanja v Trbovljah, pa ne vem, tako dobro, kot sem se jaz takrat potem spoznala s tem sistemom ogrevanja, se nikoli v življenju drugače verjetno ne bi. Sploh novinarji, ki smo družboslovci, ne? Ja, ne, se nikoli v življenju ne bi s tem tako dobro spoznali, ne, ampak ja, res spoznaš neke stvari, ne vem, pač od nekih takšnih povsem osnovnih stvari, kot je, ne vem, pridelava hrane, s katero se tudi srečaš, ki pač prej enostavno ne pomisliš, ne, o teh stvarih, kako točno delujejo, res imaš neko pogled čisto drug v stvari, ne. Vse manj je, se mi zdi, tako interesa za ono klasično novinarstvo, to, kar sva govorili danes cel čas. Kaj rečemo mladim? Zakaj ne bojo novinarji? Kako jih poklicati? Ja, ne vem, da je to lep poklic, ne, jaz jim vedno rečem, da je to lep poklic, ampak se spomnim še mogoče nekaj let nazaj je Zagorski mladinski center organiziral neke delavnice, Hobby v Life ali nekaj takega, kjer so Vseh še imajo, vsako leto imajo neke poklice. Ja. No, in so me par let zaporedoma povabili na to, da sem predstavila poklice novinarke. In potem prvo vprašanje je bilo, ok, kako pa to izgleda, super, dinamično na terenu, a ja, včasih tudi cel dan. Ja, to jim že ni bilo všeč, potem pa, kakaj pa plača, ne? To jih je zanimalo, pa sem jaz rekla, ja, ne vem, Mercedesa pa BMW, ne boste mogli s to plačo kar kupiti, ne, bo treba kar nekaj časa dajati na stran, ne. Ja, no, in sem jih že izgubila, ne, tako da. Preveč ti bila iskrena. Ja, mogoče. preveč sem bila mogoče iskrena, ne, ampak sem jim pa ravno ta del želela predstaviti, ne, da je pa v bistvu super, ker vidiš res eno morje različnih stvari. Imaš dostop do stvari, ki jih mogoče prej nikoli ne bi imel, ne, recimo si ogledati neke dogodke, ki jih ne bi mogoče nikoli sicer videl, ne, ali pa niti ne bi šel, pa ko greš, pa vidiš, koliko je super, ne? Super, ja, ne. In ja, ne vem, jaz bi mlade skušala pritegniti na ta način, da v tem svetu, ki je pač, pa dajmo, če govorimo v njihovem jeziku, pa res 3/4 stvari je fake, no. Mislim, vse, kar vidimo na teh družbenih omrežjih, vse je fake večinoma. Bodite tisti, ki boste pa iskali resnico, pa pokazali, kakšen je ta svet v resnici, ne. Na eni strani tam, ki je dober, ga pokažite, kako je dober, zato da bo pač navdih še marsikomu drugemu. In kakšen je resničen svet? Tako, kakšen je resničen. In na uni strani, ki je pač slab, ja, zakaj, ne vem, pridemo do tega, da je slab, pa kako se izognemo temu, da je tako, ne. Zato, mislim, naj nam bo cilj pač resnica in tisto, kar je dejansko danes okrog nas, ne. Ne pa samo hiter zaslužek, ki ga ponujajo neke druge oblike. Všeč mi je, ko si rekla, vse je fake, ne. Mislim, vse je nekaj ali zanimirano, ali z AI narejeno, ali kakorkoli. Po drugi strani pa recimo, ko poslušamo mlade, pravijo, spreminjali bi svet, radi bi to. Ja, kako? Svet je tak, vi pa govorite o čist neki virtualni ali pa neresnični zadevi, a ne? Ja, mislim, mogoče je to... Pa še to od 7 do 3, ne? Prej si rekla, popoldne, cel dan delamo. Ja, to pa ne. Če bi jim povedala, včeraj sem jaz zjutraj ob 8 odšla, pa sem prišla ob 10 zvečer domov, ne? Ta del jim verjetno ne bi bil prav zelo všeč, ne? Ampak ja, ne, mislim, vsi mladi po eni strani sam rabijo neko usmeritev, se mi zdi, ne? Ker njihove ideje so, vsaj tiste mlade, ki jih jaz poznam, so pač res kreativne, presegajo mogoče tisto, kar sem si jaz kadarkoli sploh upala pomisliti, ne. Ampak sam neko usmeritev pravo v ta resničen svet, ne, da ni, pa tisto razumevanje, saj to pa še odrasli recimo večkrat ne znamo ločiti, da tisto, kar vidite na družbenih omrežjih, to ni resničnost, to ni realno življenje. Vse manj se loči to. To ni realno življenje, če vidite tam nekoga, ki je stalno nasmejan, to pač ni realno življenje, no, to pač vsi smo slabe volje, jezni, dobre volje in pač te družbena omrežja tega žal ne odražajo, ne, in to je mogoče mladim treba sam nekako dati, da ni svet tisto, kar vidijo na telefonih, ne. Saj jaz verjamem, da veliko od njih ve, da je pač zunaj svet, ki je resničen in v katerem imajo res veliko možnosti, da ustvarjajo in izkažejo to svojo kreativnost, za katero jaz mislim, da je ogromno. In ravno ta kreativnost, to mogoče njihovo drugačno razmišljanje, ki ga imajo, je ključno morda tudi zato, da bo novinarstvo preživelo.
ne? Ker bodo znali morda informacije podati tudi na način v klasičnem novinarstvu, o katerem smo govorili, ampak na način, ki bo bliže njihovi generaciji. Ne? Vsi midve se lahko trudiva danes, ne? Pa del se postavljajo na glavo, kako bova mlade pritegnile, da bodo gledali najine novice. Ne? Ampak niso midve stare 18 let, da bi vedele, kaj trenda v tem trenutku, ne glede na to, kako se trudiva. In ti pa imajo to možnost in so povezani s to generacijo, zato je ključno, da vedno privabljamo mlade, ki imajo stik s svojo generacijo in nekako znajo nekako predati informacije svoji generaciji. Ampak še vedno v tem okviru klasičnega novinarstva. Ne? Ok, zaključile bova z Zasavjem. Danes smo v Zasavju, obe sva Zasavki, živiva tukaj, delava tukaj. Kako vidiš to regijo pa življenje v tem? Pa ne politično, prosim, ne govorimo o teh stvareh, govoriva čisto o življenju z družino, z otrokom, s prijatelji. Jaz rada živim tukaj, res, zato ker ključno mi je, da pravzaprav je vse blizu, da recimo se lahko zdaj le odločim in rečem, čez 5 minut gremo v gost, na sprehod, ne vem, gremo na bazen. Ne. To niso stvari, ki potrebujejo neko načrtovanje, zaradi tega, ker nam je vsa ta infrastruktura pravzaprav dostopna čisto na dlani. No? In to se mi zdi je tisto, kar največ pomeni. Pomeni mi to, da do službe ne potrebujem, ne vem, 1,5 ure, ne, ker je pač naše dopisništvo stacionirano v Trbovljah. Imaš tudi kje parkirati, ko prideš? Ja, večino časa imam tudi kje parkirati. Mislim, niso to neke stvari, s katerimi se ukvarjajo kolegi, ki delajo recimo v Ljubljani ali pa kjerkoli drugje, ali pa tudi, ki živijo kjerkoli drugje. Pač to niso moje vsakodnevne tegobe, s katerimi se srečujem. Se mi zdi, da imamo... Tukaj so izjemni ljudje, ki se trudijo vsak na svojem področju. Ja, seveda so tudi ljudje, ki pač ne delajo vse tako, kot naj bi, ampak all in all, če rečem, se mi zdi, da je tukaj življenje res lahko prijetno. No. Od ljudi do narave, do vsega skupaj se mi zdi, da je kvaliteta življenja res velika. Na splošno je kvaliteta življenja v Sloveniji na zelo visokem nivoju. Žal se tega premalokrat zavedamo, ampak če greš po svetu pa vidiš, kaj vse je zunaj, smo lahko res srečni, da smo tukaj. Si zadovoljna, da tvoj otrok odrašča ob reki Savi, med hribi, kjer ima 5 minut do gozda? Ja, zelo, 5 minut do katerekoli dejavnosti si pravzaprav zbere. Ja, to se mi zdi super in se mi zdi res eno tako ključno vodilo za vzgojo, za njegovo odraščanje. To se mi zdi res fajna stvar. Da smo lahko pač tudi skupaj veliko kot družina, prav zaradi tega, ker imamo tukaj službe, ker lahko delamo in nekako živimo v neki skupnosti, ki je varna, prijetna. Najlepša hvala. Nadejamo se tvojih prispevkov, dobrih, kritičnih, kakršnih koli, poštenih predvsem. In si želim, da še prideš v studio ali pa tudi sam na kavo. Dogovorjeno, najlepša hvala za vabilo in pa uspešen maraton še naprej. Ne? Hvala.